Zdravo! Danes smo na obisku na Radio-televiziji Slovenija, javnem mediju, ki ga po večini financira država. Zato je prav, da ima država pravico poseči v medij, kadar začuti, da se strokovnim sodelavcem dogaja krivica. Še posebej, če prihaja do kršitve enakih možnosti. Potem je prav, da se vmeša minister za enake možnosti in to sem jaz. Že 5 let takšni in drugačni strokovnjaki prihajajo v prostore nacionalne televizije, kjer gledalcem odgovarjajo na najbolj delikatna vprašanja. Čeprav so si vprašanja različna, njen nabor strokovnjakov z leti postal vedno večji, pa se ne moremo izogniti dejstvu, da so gledalci iz tedna v teden izpostavljeni enemu samemu mnenju. Za nekatere vprašanja so namreč preveč pomembna, da bi slišali samo eno plat zgodbe. In kljub temu, da imata obe strani pripravljene dobre argumente, vam ta oddaja že 5 let servira samo eno mnenje, vsa ostala pa poskuša utišati. S tem so kršene enake možnosti za vse. Zato kot minister za enake možnosti za današnjim dnem ukinjam rubriko Glas ljudstva. Ja, tako je, ja, z roko bom udaril po mizi. Buď. Kot člani aktualne vlade smo državljanom obljubili tudi, da bomo zmanjšali brezposelnost. V stranki Levica bomo zato na mesto enega imeli kar 2 koordinatorja stranke. S to potezo bomo število zaposlenih na vodilnem mestu povečali za kar 100%. In podoben ukrep bomo z naslednjim tednom uvedli tudi v oddaji Kaj dogaja. Zakaj bi za 3-minutno rubriko najemali enega strokovnjaka, če lahko za isto delo najamemo kar 2? Poleg tega pa je bila rubrika Glas ljudstva preveč spolno neuravnotežena, da bi zadoščala standardom v letu 2025. Podatek, kar 99,9% strokovnjakov je bilo moških, in še tistih 0,1% ženskih likov je bil v resnici moški preoblečen v žensko. Nezaslišano, Ampak drugače čisto okej, da ne bo pomote. Zato danes slavnostno naznanjam pričetek nove rubrike z naslovom Kdo ima prav, ki bo imela razširjeno zasedbo in boljšo spolno uravnoteženost. Na elektronski naslov oddaje odslej ne pošiljate več vprašanj, ampak pošljite dileme, ki jih imate s prijatelji, sorodniki ali sosedi in v katerih bi radi enkrat za vselej izvedeli, kdo ima prav. Upam, da vam bo nova enakopravna rubrika všeč, v nasprotnem primeru lahko pridete sem in protestirati. To je vaša državljanska pravica.